Če prav razumem, tele vaše dokumente, se vi zauzemate za postopno celostno spremembo v ekosocialno družbo. Se pravi, da bi se družba nekako transformirala v ekosocialno družbo. Če lahko na kratko pojasnite, kako si predstavljate to ekosocialno družbo? Torej, ekosocialna družba, kot sem prej povedal, pošten odnos do narave, okolja in pošten odnos do človeka. Prvi problem seveda pri temu, ki je ta, da ko je nekdo izvoljen v zakonodajno telo, se pravi, organe, ki odločajo o sodi celega naroda, mora biti postavljena varovalka, da se ga lahko zelo hitro razreši, če odstopi do interesov naroda oziroma volivcev oziroma državljanov. In zvezi s tem je, se pravi, v osnutku oziroma v gradivu pripravljen predlog spremembe volilne zakonodaje, kar pomeni, kot imajo že nekatere skandinavske države, da volilec, ko gre na volišče, dobi glasovnico v dveh izvodih. Izvoli listu ali pa kandidata, katerega je želel, kopijo odnese domov. Potem za zakon o volitvah se pravi, mora biti predvidena določba, po kateri lahko tisti, ki so nezadovoljni s kandidatom, ki so ga izvolili, s poslancem se pravi, ali zastopnikom, da lahko že, če je treba po 30 dneh, se oglasijo na sedež volilne komisije in zahtevajo začetek postopka za odpoklic izvoljenega poslanca. Ko se, na primer, 3 ali 5% glasov ali 10 zbere, in sicer volivci, ki z kopijo glasovnice dokažejo, da so volili ravno tega poslanca, komisija razglasi, da je vložena zahteva za odpoklic in ta poslanc, ki je odstopil od interesov ljudstva ali pa od programa, ki je zagovarjal, je razrešen in na njegovo mesto pride avtomatsko naslednji na tej listi. To je ena možnost, druga možnost pa je takšna, da se tisti, ki je izneveril svoje volivce in oni dokažejo s potrebnim številom kopij, da so ravno njega glasovali, da se zraven njega predlaga nadomestnik in gresta ponovno oba na volitve in tisti, ki dobi več glasov, je potem izvoljen. To pa je pomenilo za tega, da ne bi ena skupina, ki izvolila svoje zastopnike, bila izigrana, ker po sedanjem zakonu je tako, da ko je nekdo izvoljen, če bi nekdo bil tako drugače odpoklican, potem se spet vse stranke prijavijo in pride izvoljen nekdo čist drugi, ponovadi tiste stranke, ki dobi največ glasov. Skratka, tukaj gre za napol civilno razmerje med volivci in med poslancem, ki bi se potem našem načrtu imenoval zastopnik. Pogodbeno razmerje, lahko te odkličemo, kadar hočemo, če ne bo delo prav. In to je pa najpomembnejše z tega vidika, ker danes vsi poslanci, ko se izvoljejo, rečejo, da so neodvisni. To je pa čista demagogija, ker tisti, ki je izvoljen od strani ene skupine, je odvisen od nje, ne more biti neodvisen 4 leta in potem delati, kar hoče. Se pravi, to delati, kar hoče, se pa najbolj kaže sedaj na odnosu do okolja. Pri nas je zdaj takšen pritisk na okolje, pozidave, razni megalomanski načrti, da človek ne more verjeti, kako ti politiki skoraj nič ne vidijo naprej, da je ta zemlja potrebna, da je to okolje potrebno, da se ne more to širiti v nedogled ta kapitalski odnos in profitolovstvo. Skratka, spremembo volilnega sistema treba omogočiti, da se lahko zastopnike odpokliče, ko se obnašajo neodgovorno. Ampak prej, če sem vas prav razumel, tudi vi si prizadevate, da če ne bo šlo drugače, da boste tudi v prihodnje z naslednjimi parlamentarnimi volitvami politik oziroma kaj predstavnik, poslanec, kakorkoli pa že. Zdaj me pa zanima, ste mogoče kaj razmišljali, da namesto, da bi svojo listo ustanavljali, da bi pa se povezali z Zelenimi Slovenije? Glejte, že iz same besede stranka, ko definiramo besedo stranka, pomeni, da znotraj te grupacije ljudje vlečejo na svojo stran. To pomeni, da imajo en program, ki je strankarski oziroma ki ima eno stran, ki je ozek. In tako tudi dejansko je. Glede samega okolja, vsaka stranka ima vsaj eno poglavje, vsaj par vrstic, kako bo visoko spoštovala okolje in naravo. Vendar po volitvah se potem spadajo skupaj z navidezno programskimi ali pa celo popolnoma nasprotnimi in okolje je zadnja skrb. Zato jaz kot avtor tega programa ne vidim prihodnosti Slovenije skozi stranke, ampak skozi civilno družbo, civilne liste. Se pravi, stranka ima preveč poudarjeno vsaki na svojo stran in nima celostnega pristopa, nima združevanja. Seveda, torej, toliko je vsakemu jasno, da ne more ena lista, podobna lista, uspeti tako močno, da ne bi nobenke stranke recimo rabila za sodelovanje, vendar v primeru izvolitve potem se išče tisti, ki je najbolj podoben in mora se oglašati s takim programom, da se postopoma opusti ta oska strankarska politika. Jaz imam veliko kolegov še s časov, ko sem tudi sam bil pri Zelenih, 92, 93, kjer sem izstopil, oziroma malo pozneje sem izstopil iz njih, ker sem videl, da jim je samo za to, da bi bili na oblasti, enkrat so se prodali levim, enkrat desnim, dosegli pa svojega programskega cilja skoraj nevredno membe, koliko. Bi lahko bil na čelu take ekosocialne družbe Janez Drnovšek? Na čelu take ekosocialne družbe bi lahko bil vsakdo, kdor ni naredil bistveni napak v preteklosti in kdor ni
tako je drugače obremenjen in tudi, če je bil obremenjen, da prizna, da je za to soodgovoren. Ker gledajte, ena zelo pomembno vprašanje je, ki ga nažalost ne vidim jaz, da bi kdo v naši politiki bil sposoben videti. In sicer, v šolah smo se vsi učili o družbeno-ekonomskih formacijah, o razvoju družbe, govorili so nam, učili so nas, tudi komunisti, se pravi, današnji člani Združenja Istre pa SD-ja, vsi so nas učili, takrat prevladujoča stranka, da se družba razvija iz služnostništva v feudalizem, kapitalizem in socializem. Oni so pa leta 1991 naredili fatalno napako, politično, zgodovinsko in družbeno-politično napako. Tok dogodkov v Sloveniji so zavrteli nazaj in sicer v kapitalizem. Kolo zgodovine se zavrtelo nazaj in zaradi tega zdaj prihaja do tako nenormalnih pojavov v tem našem umetnem in zgodovine privečenem kapitalizmu, ki imajo za posledico najhujše uničevanje okolja, najhujše izkuševanje človeka, podobno kot Britaniji v 19. stoletju. In tega politiki ne vidijo in niso sposobni razumeti in niso sposobni tega priznati in sprejeti odgovornost. Ta tok ocenjujem jaz, da se bo stavil drugo leto in bo morali iti spet naprej, ker če ne bomo dokolj drugače pogubljeni in ljudje in naravno okolje, ravno s tem njihovim uničujočim odnosom do okolja. Zato pravim, da je zelo vprašljivo, kateri od teh politikov bi lahko bil na čelu ene take ekssocialne družbe, mora imeti vizijo, mora imeti odgovornost do svojih dejanj, mora priznati to in mora biti pripravljen popraviti. Morda je tudi kdo takšen. Ali je dr. Donovšek temu ali ne, to ne vem. Vem pa, da nam je enkrat pomagal pri zastavitvi golf igrišča v Sečovljah, nam je pomagal. Torej, ali je on danes v tem stanju razumevanja dogodkov in celostne pogleda na družbo ali ne, to ne vem. Je pa nakazal več momentov v svojem življenju v zadnjih letih z razumevanjem duhovnim pogledom na življenje. To pa je pokazal.